V uvodu današnji večer smo poslušali Krepinovo skladbo Balade M. Perigord, ki jo je na pozavni zaigral gojenec glasbene šole Murska Sobota Aljaž Slavič. Aljaž se šola pod mentorstvom profesorja Marka Slaviča, na klavirju ga je spremljala gospa Olga Kovs. Najlepša hvala nastopajočim. Lep pozdrav vsem prisotnim na današnjem Vanekovem večeru, ki je namenjen predstavitvi knjige Avtobiografije magistra Milana Lovrenčiča z naslovom Magister Milan Lovrenčič, samorastnik iz Prlekije. Dogodek je pripravila ustanova dr. Šiftarjeva fundacija v sodelovanju s Prekmurskim društvom Generalmajster Murska Sobota in Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota. Kot je bilo opaziti že v uvodni točki, bodo današnji večer s svojim programom obogatili gojenke in gojenci, mentorice in mentorji ter profesorice in profesorji glasbene šole Murska Sobota. Današnji dogodek je tudi pravšnja priložnost za predstavitev glasbene ustvarjalnosti mladih. Ti so pod vodstvom svojih mentorjev dosegli pomembne uspehe na tekmovanjih znotraj države, pa tudi v mednarodnem prostoru, kar je lepa popotnica za nadaljnjo rast glasbene kulture v Prekmurju. Smo pa k sodelovanju mlade izvajalke in izvajalce povabili s prav posebnim razlogom. Življenje današnjega gosta je namreč tesno povezano z glasbo, tudi z glasbeno ustvarjalnostjo mladine, saj je njegova žena, gospa Janja, bila dolgoletna ravnateljica glasbene šole Vič v Ljubljani.
A o tem bo zagotovo več povedal današnji gost, gospod Lavrenčič. K pozdravnemu nagovoru najprej vabim predstavnika Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota, namestnika direktorice, gospoda Janeza Horvata. Gospod Horvat, izvolite. Pozdravljeni v imenu kolektiva Pokrajinske in študijske knjižnice v Murski Soboti. Drage obiskovalke, dragi obiskovalci prvega Vanekovega večera v tem koledarskem letu. Še posebej toplo pa pozdravljam nocojšnjega gosta, magistra Milana Lavrenčiča, samorastnika iz Prlekije, kot se je sam poimenoval v naslovu istoimenske biografije. Pozdravljam tudi Marjana Šiftarja, predsednika uprave ustanove Dr. Šiftarjeve fundacije, in Marjana Fariča, predsednika Prekmurskega društva General Majster, kakor tudi župana mestne občine Murska Sobota, gospoda Damjana Anželja. Kot je na zavihku knjige zapisal dr. Danilo Türk, nekdanji predsednik Republike Slovenije, je delo Samorastnik iz Prlekije dragoceno pričevanje druge polovice 20. in prvih desetletij 21. stoletja na Slovenskem. Milan Lavrenčič je pravi samorastnik, samostojen v mislih in dejanjih, odločen in učinkovit, hkrati pa tudi človek kulture in človek, ki dobro razume razmere svojega časa. Tem razmeram se ne podreja, temveč vselej išče svojo pot. Ko sem prelistal pričujočo biografijo, sem spoznal vso bogastvo in polnost njegovega življenja in delovanja na vseh področjih. Pravi mozaik, vidim ga kot podjetnika, izumitelja, človeka, misleca, ljubitelja konjev in živali nasploh, predvsem pa velikega domoljuba. Del tega bogastva nam bo skupaj z moderatorji predstavil nocoj. Današnji razgovor z magistrom Lavrenčičem bosta vodila predsednik uprave Šiftarjeve fundacije, gospod Marjan Šiftar, in Marjan Farič, predsednik Prekmurskega društva General Majster Murska Sobota. K nagovoru najprej vabim gospoda Marjana Šiftarja. Dober večer, spoštovani prijatelji, dragi udeleženci današnjega večera, še posebej spoštovani Milan, soprogo. Milan Lavrenčič, o njem bi lahko govorili na dolgo in široko. Mnogo dlje in mnogo širše, kot bo sicer potekal današnji razgovor. Ker je velik Prlek, velik Slovenec, velik domoljub in svetovljan. Milan Lavrenčič se je odločil, da svojo bilanco samorastnika iz Prlekije, kot jo je naslovil, z željo, da bi tisti, ki jo bo prebral, lahko uporabil za svoje odločitve. In je zapisal: sam pa bi se rad pokazal kot svetovljan, ki ga navdušuje kitajski pregovor, po katerem moraš opraviti 3 pomembna dejanja. Roditi sina, posaditi drevo in napisati knjigo. In je zaključil to misel: če bo ta knjiga zagledala luč sveta, bom izpolnil tudi 3. življenjsko pričevanje Kitajcev. In jo je. 3 razlogi, spoštovani, so, zakaj smo se skupaj odločili in povabili Milana Lavrenčiča na današnji večer na razgovor. Že samo po sebi izjemna življenjska zgodba, lahko vzgled mnogim, za nazaj, zdaj in za naprej. Drugič, ker z tem razgovorom z Milanom na svoj poseben način povezujemo oba bregova Mure. Ker so ljudje, ki so bili pomembni v življenju in delovanju gospoda Milana Lavrenčiča, pomembni tudi za Prekmurje. Da ne omenjam mnoge, naj omenim samo dr. Slaviča. In ker bi naj tudi današnji razgovor z našim dragim gostom še dodatno spodbudil sodelovanje med 2 ustanovama. Med Trstenjakovo fundacijo, katere oče, ustanovitelj je
Milan Lovrenčič in našo Šiftarjevo fundacijo. Hvala ti še enkrat, spoštovani Milan, da si danes med nami. Hvala ti. Besedo predajam predsedniku Prekmurskega društva Generalmajster Murska Sobota, gospodu Marjanu Fariču, ki bo predstavil današnjega gosta. Z gospodom Lovrenčičem sva sopotnika, bi rekel, zdaj že kar nekaj krepkih let. Pravzaprav je on tisti, ki je tudi iniciiral ustanovitev našega društva, spodbudil nas je, našel je tudi, bi rekel, somišljenike tu v Prekmurju in potem po njegovi iniciativi je stekla tudi ustanovitev Prekmurskega društva Generalmajster. Z Milanom sva se vsa ta leta srečevala pogosto. Najprej neznanka, mogoče samo človek iz časopisnih člankov, kar sem prebral recimo v Gospodarskem vestniku, kar sem prebral v Delu, še v kakih drugih revijah, tu pa tam je prišel glas tudi o Zvezi društev Generalmajster in nič drugega. Torej, to moje poznavanje človeka je začelo rasti v njegovem, bi rekel, poznem življenjskem obdobju. Jaz sem mogoče malo mlajši, ampak ravno ta vez med nama je nekaj, kar je pravzaprav tisto, ko starejši predajajo neko tradicijo, svoje znanje, svoje vrednote na mlajše. Tudi jaz se bom potrudil, da bom po Milanovem vzoru to nekoč storil v življenju, oziroma se trudim že danes. Povabljen sem bil, da v začetku predstavim Milana in njegovo življenjsko pot. Njegovo življenjsko pot bi lahko razdelili v, bi rekel, 3 področja zanimanja. Nekaj je torej tista njegova poslovna pot, ki ga je okupirala, bi rekel, ves čas njegovega aktivnega življenja. Potem je neizmerna ljubezen do narave, predvsem do konjev. Kot bomo slišali, je gospod Lovrenčič bil priznani rejec konj, dirkalnih konj, kar je tudi tradicija v Prlekiji in on je, bi rekel, pomemben del te prleške tradicije. In seveda tretje področje njegovega življenja je, kar je bilo tudi že omenjeno, velika ljubezen do umetnosti. Ne samo do glasbene umetnosti, kar je verjetno prešlo, bi rekel, preskočilo najprej v njegovem otroštvu z njegovih staršev. Bi rekel, to je genetika, ne? V Prlekiji radi pojejo in lepo pojejo in to je podedoval tudi Milan. Pozneje je seveda nadaljeval, bi rekel, svoj pot celo kot statist v opernem zboru in kot, bi rekel, statist v znanih operah. No in pozneje je seveda njegovo zanimanje seglo tudi na področje likovne umetnosti. Njegova zbirka likovnih del je izjemno obsežna, danes je tudi zbirka na ogled v njegovi galeriji na Kersnikovi v Ljubljani in bi rekel, še 4. del, ki spada tudi pod kulturo, ampak bi rekel tak napol je pa pripadnost vinski kulturi. Torej kulturi uživanja vina, bi rekel, uživanja vina kot umetnosti. In seveda to je rezultiralo tudi v tem, da je gospod Lovrenčič član reda, slovenskega reda vitezov vina. In naj končam, ker namreč
besedo moramo predati gostu. Hvala lepa. Preden pa pogovor z našim današnjim gostom do dobra steče, na oder vabim Ajdo Pehar, ki pod mentorstvom profesorice Glasbene šole Murska Sobota, gospe Gabriele Bratina, obiskuje pouk solopetja. Ajda je dijakinja drugega letnika gimnazije Ljutomer, nagrajenka pomembnih domačih in mednarodnih tekmovanj. V Glasbeni šoli Murska Sobota je uspešno zaključila nižjo stopnjo kitare, trenutno pa obiskuje 4. razred petja. Na državnem tekmovanju mladih slovenskih glasbenikov je dosegla izjemen rezultat, in sicer zlato priznanje in 3. mesto s 96 točkami. Na drugem soboškem festivalu v organizaciji Glasbene šole Murska Sobota je dosegla zlato priznanje s 98 točkami ter posebno nagrado za najmlajšega obetavnega udeleženca tekmovanja. Nekaj tednov kasneje je na mednarodnem tekmovanju v Primavera v Bijeljini v Bosni in Hercegovini dosegla zavidljivih 98,20 točk in prvo nagrado. Konec lanskega leta pa je na mednarodnem internetnem tekmovanju Klara Schumann v Bruslju dosegla izjemno prvo nagrado in prvo mesto. Ob klavirski spremljavi gospoda Predraga Šantka bo Ajda Pehar zapela skladbo Benjamina Ipavca In vendar enkrat še srce. Zahvaljujemo se glasbenima gostoma Ajdi Pehar in gospodu Šantku za njun nastop. Sedaj pa k besedi vabim današnjega gosta, magistra Milana Lovrenčiča ter moderatorja razgovorja, gospoda Šiftarja in gospoda Fariča. Prosim. Tu si mislil, ne? Ja. Kako se počutiš, Prekmurju? Perfektno.
Ker vidim, da imam toliko prijateljev, tam onega ta zadaj poznam, pa tega poznam, pa tega poznam. Se pravi, pa tole poznam, gospod, ne? Pa ti, ko poznaš? Tale se me izogiba. Bi morala biti bliže si. Ker smo isto pleme, ne? Ampak, če vendarle mi začnemo pogovor, krajši sprehod skozi izjemno bogato življenjsko pot, že je relativno dolgo, čeprav kaj je dolgo življenje ali krajše življenje je zelo, zelo večplastno lahko vprašanje, ampak nesporno dejstvo je, da naš dragi gost Milan Lovrenčič skoraj pri svojih 90 letih izkazuje tako vitalnost še vedno, ki je lahko vzgled mnogim bistveno mlajšim ljudem, pa ne samo v Prlekiji, Prekmurju, tudi širše, v Sloveniji in še širše. Ampak če smo že pri letih, kot komaj šestletnik je v svojih domačih Lukavcih dočakal prihod okupatorjev. O tem piše tudi v avtobiografiji. In preživel drugo svetovno vojno kot rosni mladenič. Torej v najrosnejših letih, ko namesto normalnih otroških sproščujočih se aktivnostih šole in iger je doživljal vojno v svoji tisti najbolj možni, tudi kruti obliki. A je tako, Milan? Če sem že prišel, pa vam povedal najprej, lepo vas pozdravljam vse in se vam zahvaljujem, da ste si vzeli čas, ker vprašanje, ali je to vredno. Pa vseeno, meni se zdi lepo, da sem z vami. Zdaj, kaj bom povedal, ne vem, ker boste me nedva vprašala. Jaz bom se poskušal čim bolj vam dopasti. Se pravi, bom povedal vse, kar se bo dalo lepo. Ti pa prosim vprašaj. V tej svoji avtobiografiji med drugim na enem mestu zapiše: moje otroštvo je bilo kljub vsemu prijetno. In jaz dodajam, ker tudi o tem piše in oziroma je znano, da mu ni bilo poslano z izobiljem. Revščina. V zelo številni družini sta bili spremljevalki njegove mladosti. V ranem, zgodnjem obdobju, ob odhajanju na šolanje v Maribor, na srednjo ekonomsko šolo, ni bilo lahko. In na enem mestu nameni z razlogom, za katerega bi verjetno bilo zanimivo slišati od tebe kaj več. Se spominjaš šolskega hišnika? Se boste vprašali, pa kakšno zvezo ima nek šolski hišnik z njegovim življenjem? Še kakšno? Izvoli. Skratka, otroštvo je tako kot pri vas mnogih, ne? Tudi v Prlekiji je bilo takrat pred vojno in nazaj, ne? Mogoče, da so ljudje, ki so živeli na Murskem polju, da so živeli malo boljš. Zakaj? Zato, ker je zemlja boljša tam, ne? Pa vode je več. Prekmurci so pa živeli izjemno skromno, ne? Zdaj, moja vas je bila kmečka in moja družina je bila številna in mi smo delili seveda usodo s tem, da smo si morali tudi kruh služiti sami. Jaz se spomnim, da smo recimo hodili kmetom delati, ko sem bil star 7-8 let, sem jaz recimo nosil snopje, ker takrat se veste, da smo še delali križe, ne? In jaz sem cel dan nosil snopje, 4, 2 pod pazdov, pa 2 tako, brez srajce, brez čevljev. Če tega ni bilo, ker čevljev je bilo škoda, ne? Potem
moj hendikep je ta, da se oče in mati nista razumela. In mogoče mi je to ostalo celo življenje kot ena reza, ne? Ker jaz sem bil pač bolj pripaden enemu staršu, ne? In to se po drugi me potem po svoje kaznoval. Tako da družinsko življenje je za mene sveta stvar, tudi zaradi tega, ker sem se iz tega učil, kako bi naj družino naredil, ampak mislim, da nisem uspel, da nisem naredil to, kar bi moral. Zdaj, kar zadeva časa, jaz vam moram povedati, naši ljudje so bili zadovoljni, da so prišli Nemci. Ne zavaravajmo se. Redki, ki so vedeli, zakaj gre, ampak kmet, zato, ker je dobil novi plug, zato, ker je dobil brano, zato, ker je dobil ne vem, to in to, semena in to, potem so prišle punce, pa so jih učile, kako se kuha. Vse naši ljudje v glavnem, ne da niso znali kuhati, niso tudi imeli kaj kuhati, ne. Skromno se je živelo. Skromno, skromno. In to sem doživljal kot otrok in s tem sem oblikoval tudi moj značaj, da se moraš osamosvojiti, da moraš čim več narediti sam. Jaz vam povem en detajl, recimo, jaz sem videl, da starša šparata pri drvah. Jaz sem šel, pa sem si naredil svojo drvarnico, pa sem sam vozil na tistem, kako smo rekli, vozičku. Sem vozil drva iz gozda, ker mi je kmet dovolil, da sem opucal gozd in sem si naredil svojo drvarnico. Tudi zato, ker mati mi je rekla zjutraj ob 6. boš zakuril, ampak če nisem imel v redu drv, ni šlo, jaz sem si naredil svoje. Skratka, človek se oblikuje zelo rano. Ne moreš potem, ko je star 12-14 let, je že narejen, je konc. Tako je, zdaj, če vam povem kaj seveda se je potem zadeva začela obračati, Nemci so začeli stiskati, oni so rabili obvezno oddajo. In to je bilo, vse smo potem po vojni tudi isto delali, ampak to je bilo grobo. Nemci so potem grobo nastopali. Potem nekaj se je začelo vendarle potem gibati tudi, kar zadeva odpora. Tudi pri nas. Pa smo imeli par smrtnih primerov v konfliktu z Nemci, ampak jaz bi vam povedal, kak je bilo v razredu. Učiteljica seveda je bila Nemka. In zdaj, če nisi nemško govoril in če nisi znal, ona je imela palco, si jih tok in tok si jih fasal, potem ne. In nekateri smo se kar naučili nemško, ampak ne zato, ker bi si želeli nemščine, ampak zato, ker smo se bali packe, ne. Tok, ne vem, če bi še kaj pametnega povedal. Ja, gledajte, to pa je taka zadeva. Jaz sem prišel v srednjo šolo sam, nič mi nisi starši rekli kam. In več čas sem mislil, da bom šel na učiteljišče. Ampak potem sem prišel z ene rezekorpom v Mariboru, ker mati mi je nadevala krompir, pa jabolke, pa en kolač kruha. Katero šolo se boš pisal. In ko sem prišel v Maribor, prvo, ko sem izstopil, je bila ekonomska srednja šola. Jaz sem hotel pa v redu. In sem se pisal, so me vzeli, sicer sem že bil dan, dva izven. In mati mi je pa rekla, veš kaj, tam jaz imam eno sošolko, ki ima stanovanje, ne te vzame, takrat leta 50 je bilo strahotno pomanjkanje stanovanj. No in tudi ta je imela, mislim, da 4 najemnike v sobi, kjer je ona stanovala tudi, ne, se pravi, nas je stanovalo 7-8 noter v sobi, samo si imel poslo. In ona je bila veliki ljubitelj mačk. In zamislite, mačka je na nek način poginila in na vsak način je trdila, da sem to mačko jaz zastrupil. In je rekla ven. In sem šel ven aprila
Nekaj časa sem spal, par dni na klopi tam, kjer je tale kip generala Majstra. Tam je bila najprimernejša klop. In me je seveda strašno zeblo. Ja. In jaz sem enostavno šel, pa sem spal v razredu. In ta hišnik, Dolenc se je pisal, še zdaj vem, je rekel, kaj pa tu delaš, marš ven, ne, se veš, kak je moral reagirati, ne. In rekel, ja, veš kaj, tam je pa zebe zunjak. Zakaj? Mu povedal, je rekel, dobro, pa pridi. On je pa imel eno sobo z 4 otroci in ženo in so mi potem v kuhinji naredili ležišče. In sem tam bil nekaj časa, pol je pa ravnatelj Dorjava, kaj je moj bilo ime, ne vem, je najdel eno sobo eni familiji, ker sem jaz bil za hišnika. Se pravi, sem ureval hišo, pucal vse in vrt in istočasno pa sem še čistil tudi ulico, ker je tam bil ena ulična skupnost in so nekaj bili pripravljeni dati. Jaz pa sem rabil seveda, ker zgodilo se več dni, da 2-3 dni nisi dobil kaj za pozob. Odnosno sem prišel komu, recimo čistiti klet ali pa postrešje, v dobri veri, da bom dobil tisti dan in da bom si drugi dan kupil jogurt in žemljico ali kruh, ne. Pa so rekli, pridi jutri, pojutrišnjem, bomo ti takrat plačali, ne. In sem nam ovisel, ni moj predlog, moja ideja se ni realizirala. Skratka, to je bila ena mizerija, ampak vse to me je utrjevalo. Tudi k temu, da sem se potem priključeval, ali pa bil že celo organizator dejavnosti dijaške. Tako sem recimo šel v folkloru, sem šel v Rdeči križ, sem šel v pevski zbor, sem šel v pevski zbor Slave Klavore, potem popoldan je bilo obvezno, da si 2-3 ure delal v čiščenju Maribora, ker to je Maribor je popolnoma razdrman, ne, in večkrat se je zgodilo, da si dobil kak kos kruha. Je pa, morate vedeti, kruh in vse, to je bilo vse na kartah. Vse na kartah. No, še en problem sem imel, ene stare čevlje sem imel, ki mi je mati enemu drugemu bratu vzela in ves čas sem razmišljal, kako bom prišel do čevljev. In sem po Gospodski ulici hodil in tam je bila ena trgovina, ki je en sam par čevljev je imela v izložbi. Ti so sem jaz gledal, končno sem pa potem ne vem odkot dobil toliko denarja, da sem skupaj z pikami, ne, tistimi, da sem šel pa sem hotel čevlje kupiti. Ampak kaj tisti čevlji so bili številka 44? Jaz sem rekel, pa dobro, tudi če so 44, se bom jaz dodal papir. In tako se je zgodilo, da sem v 3. razredu srednje šole imel prve svoje čevlje. No, medtem še to, kar ste prej omenjali, seveda sem tudi najdel pot do opere, ker oni so honorirali. In tam sem nastopil, kjer kot so statisti nastopali. Ampak moja prednost je pa bila, da sem se naučil še en tok arij in tok življenja, da je bilo prav zanimivo. Recimo, jaz sem noter opisal, kako sem Carmen, opero, ko smo vojaki bežali za Carmen in meni je naročil tisti, ki je vodja bil statistov, ti samo delaj to, kar bom jaz delal. In ko je postopnica bežal gor, je on padel. Jaz mislim, kaj moram pasti tudi, ne, in sem padel in so vsi za mano padli. Krohoten nasmeh je bil. In še mnogo drugih. Spoznal sem se z mnogimi, ne, in potem kasneje v Ljubljani pa sploh sem imel pa druženje od Korošca do Bukovčeve, Janja, moja žena jo je spremljala dolgo let, tako da je bilo glasbeno življenje in to zanimivo. Izvoli. Hvala. Boš.
Milan Lovrenčič je že za časa, kot je sam zdaj povzel na kratko, v srednjem šolskem obdobju potrjeval načelo, zapisal je, vsak dan je treba nekaj narediti. In to načelo, ta usmeritev, to spoznanje in prepričanje, celo lahko rečemo, ga je spremljalo potem na celi življenjski poti do današnjih dni. Sam je omenil malo prej že svoje študentsko obdobje, za katere sicer pravi, da so bili lepi, pa tudi grenki in težki. Ampak v tem obdobju se je začela v skladu z omenjenim načelom tudi potrjevati njegova dejanska, zelo konkretno potrjevana podjetnost. Stavek 2 bo verjetno sam povedal, na kakšne vse načine se je potrjevala njegova podjetnost, med drugim. Bilo je znano v študentskem obdobju, torej v prvi polovici 50. let, mimogrede diplomiral je na Pravno-ekonomski fakulteti in za diplomo ob mentorstvu svojega enega najdražjih, mislim v vrednostnem pogledu profesorjev, je prejel tudi Prešernovo nagrado. Najvišje možne priznanje, ki ga lahko študent na Ljubljanski univerzi prejme za svojo diplomsko nalogo. Torej v času študija kot izraz njegove podjetnosti je bilo znano. Študij po Lovrenčiču. Zdaj boste vprašali, kaj pa to pomeni, ampak rajši naj sam pove. Da so torej študirali po Lovrenčiču, ne po profesorjih na ekonomski fakulteti, ampak po Lovrenčiču. Izvoli. Samo en stavek še prej. V srednji šoli od leta 50 do 54 je bilo obvezno, da si šel v brigado. Jaz sem bil 5-krat. Ampak mestni otroci in drugi pa ni slučajno, da bi šel v brigado. Doboj Banja Luka, Jabljanica in kaj vse. Tudi tretji blok v Ljubljani študentskega naselja sem tudi jaz bil. In to me je tudi utrjevalo. Končno je pa bilo to, da si potem imel mesec, dva, da si bil preskrbljen. Ampak ni bilo idealno. Brigade so bile kar trde. No, v srednji šoli sem jaz si hotel pridobiti še kaj denarja in je pa bilo tako, da nisi mogel ti skript recimo razmnožiti kjerkot. In potem je bila ena profesorica Božena, škoda, da sem ime pozabil, ki je nas učila strojepis. Jaz sem že bil na tekmovanju za strojepis v Celju in sem bil prvak. Pa je rekla, veš kaj, medicinska srednja šola bi rada, da ji razmnožimo skripta, iz recimo predmeta enega. A bi ti to, ne? Ja. Je rekla, jaz ti bom dala ključ od strojepisnice in ti lahko v soboto in nedeljo učiš. In tu se je meni potem porodila ideja naprej. Jaz sem potem skripta prevajal, pripisoval kmetijski šoli, te srednji medicinski šoli, ne vem, kako se pač, da se je delalo. Istočasno sem pa začel razmišljati, ker sem ustanovil zadrugo na ekonomski srednji šoli, da bi začeli izdajati eno glasilo. Imeli smo Geštetner, če se veste, kaj to je, in smo izdali glasilo. In gledajte, tudi že takrat mogoče se mi je, kako bi rekel, utrdila ali pa porodila misel, da sem postal pismen. Da si postal pismen, da si znal napisati kaj. Ker glasilo, malo kdo je hotel kaj pisati. Moji sošolci, vsak je po svoje. Jaz sem pa potem to nadaljeval s to prakso na fakulteti, ker profesori glavnem niso imeli skripta ali pa knjig, tega ni bilo. In zopet, jaz sem imel sošolke, mi smo bili pa dobri v scenografiji in moje sošolke so scenografirale predavanja. In potem so dale na, kako se je imenovalo tisto, na matrico. Zopet nabavo Geštetner, si zrihtal v tretjem bloku v kleti dol eno sobo, ki so mi jo dali, in je šlo množično izdajanje teh zapiskov, teh mojih sošolk. In nekaj časa sem jaz to
zastonj, pa sem rekel, hop, to pa ne. Zdaj, ko stane toliko in toliko. In vsak, ki je hotel hitro doštudirati, je kupil ta skript, kako bi rekel, te zapise. In te zapisi so bili točno tako, kar bo profesor verjetno vprašal, to smo mi odgovorili. Kot danes recimo da, ne, vprašajo otroke, da, ne, tako je tudi bilo. Recimo nekateri predmeti so bili zelo zahtevni. In si lahko skrajšal, namesto si 2 meseca študiral, si recimo 3 tedne, nekaj takega. In tako sem postal popularen in ta zadeva je tekla do enega momenta, ko je rektor Ljubljanske univerze, zdaj mi je ušlo ime, zvedel za mojo dejavnost in me poklical in je rekel, a ne bi ti ustanovil univerzitetne založbe, da bi mi vendarle te zapise in to, da bi mi na nivoju univerze izdajali. Mislim, to vi težko razumete, ker ne veste, kakšne so bile takrat materialne razmere in da si tu težko prišel do papirja, ampak jaz sem se znajdel, ker sem imel veze z papirnico Vevče. Sem rekel, ja, in res ustanovim univerzitetno založbo, verjeli ali ne, ta založba še danes obstaja. Dol v Pritličju, na levi strani, in jaz sem zaposlil moje prijatelje, ki smo skupaj stanovali, ki smo imeli eno družbo prijateljev, Drill Quarter se je imenoval, in doktor Ivankota, Štefana, ne vem, če ste ga poznali, Mariboru je bil profesor, on je postal direktor 2 ali 3 leta, ker prej so mnogi moji sošolci bili miličniki in tisto je bilo mrzlo, tu je bilo pa boljše. In tako je potem ta dejavnost moja zamrla, ampak smo šli naprej, pa smo druge stvari delali. Smo pa že na pragu Milanove, zdaj pa že skoraj da profesionalne podjetniške poti. Naj mimogrede še dodamo, sodeloval pri ustanavljanju ekonomske revije, zbiral oglase za študentsko tribuno, med drugim organiziral tudi, verjeli ali ne, modne revije. Sodeloval pri zbiranju televizijskih reklam. Začelo se je obdobje tudi vse intenzivnejšega mreženja, bi lahko rekli danes. V tem času, proti koncu 50 let, je bil prvič v Nemčiji. Za zaslužke v Nemčiji si je nabavil motor. In še bi lahko govorili o marsičem zanimivem iz tega obdobja. Potem odsluži vojsko v Makedoniji, o tem bi se mi da sicer lahko, glede na to, da so oba nekako bila in sva povezana z Makedonijo, pogovarjala širše, ampak ne bi se sedaj. Po vrnitvi iz JLA, v začetku 60-ih let, se pa začenja resnično, profesionalno, vse širše poslovno delovanje. Vendar, naj se sam ustavim na tej točki in za hip vrnem vendarle, ker si sam omenjal, spoštovani Milan, očeta in mamo, ob dejstvu, da je očetov grob blizu groba doktorja Slaviča. Kdo je doktor Slavič, mislim, da nam tukaj sedaj ni treba širše omenjati. Mogoče pa vsem ni znano, da je bil Milanov oče Maistrov borec in da je nekaj let kasneje zaradi spleta okoliščin Milan začel prijateljevati in sodelovati in se delovno povezovati vzporedno z vsem, kar ga je zaposlovalo vse intenzivneje, z še enim velikim Slovencem, velikim Prlekom, znanstvenikom in še kaj bi lahko dodali, dr. Trstenjakom. In preko njega, skozi to prijateljevanje in sodelovanje in skupaj z njim, sta se ponovno in intenzivno vrnila generalu Maistru. In na tej točki predajam besedo, razen če Milan želiš malo, da strnemo to obdobje prvega mladostnega, študijskega in začetega poslovnega življenja še s kakšno mislijo. Čeprav bi te sam najrajši vprašal, kako gledaš ti sedaj na Makedonijo, ker mi je to zelo draga, še vedno draga država. O tem se lahko pogovarjamo, ko ima sama. To bi vam še rekel, tista moja aktivnost na srednji ekonomski šoli se je dobro končala.
Namreč jaz sem šel v službo tam in nisem niti slučajno računal, da bom šel naprej študirati. In v službi sem pa bil v knjigovodstvu in sem bil izredno slab, tako da sem knjižil tako, da smo imeli dva kamiona zgube. Ampak takrat je bil pa, leta 1954 je bil ustanovljen Kidričev sklad. In zamislite, en moj profesor, Leskovic se je pisal, še zdaj se ga spomnim, je nekje izvrto in mene pokliče, pravi, tebe smo določili, boš dobil Kidričevo štipendijo. Bogec, ne? Ker Kidričeva štipendija je bila kot minimalna plača. Tako da mi je ob tem, da sem še, vidite, koliko stvari sem še drugi delal, ampak to je tudi, jaz sem pomagal potem bratom, pa ne vem komu vse, pa z raznimi stvarmi sem se ukvarjal. Skratka, splačalo se mi je, da sem bil v srednji šoli in to se vedno splača, vedno pride nekaj gor. Zdaj pa, ti si hotel v Makedonijo. Jaz sem imel velike probleme v vojski, zato ker nisem hotel govoriti srpski. In so me, kapetan Lapič se je pisal, grdo me je obravnaval. Tudi zato, hvala lepa, gospod župan, upam, da ima kak posel kdaj naredila. Tudi zato, jaz sem hotel v Sarajevo, sem služil in sem hotel iti opero. Zdaj sem bil edini iz cele kasarne. In mi je dovolil, ampak je rekel, ali pazi, da si ob 10 v kasarni. Zdaj pa gledajte, kdaj se pa opera konča ob 10, ne? Spomnim se najbolj, ko sem šel Trubadurja poslušati, se je končala tam pol 11 in si bil ob 11, ne? Ko sem prišel na kasarno, seveda so me zabeležili, drugi dan sem bil na zaslišanju, sem moral stati pred njim, ja, skoraj uro. Kaj mi je vse govoril in kako me je, ne? Da se bom moralno, politično bolj osvestil in tak naprej. Skratka, vojsko sem imel hude probleme, ne? Ampak vseeno sem končal akademijo, pa sem pa šel v Makedonijo, tam pa novi svet. Zato, ker Makedonci so bili, bolj kot mi Slovenci so bili proti Srbom. Bolj, mislim, alergija med njimi tudi zaradi tega, ker so tudi Makedonci morali govoriti seveda srpski, uradni jezik je bil, ne? In ta kapetan Ristovski, ne, me je pa sprejel kot svojega brata. Tudi zato, ker je hotel končati pedagoško akademijo, pa me še malo manjkalo in to ruščino, jaz sem pa ruski že dobro znal in sem mu pomagal in je diplomiral in 6 mesecev potem, ko sem jaz že odšel v Ljubljano, mi je rekel, hvala ti Milane, jaz sem že profesor, ne, je diplomo naredil. O Makedoncih se ne bomo zdaj pogovarjala, vsekakor spoštovan narod, visoko kulturo, ampak zgodovina ga tepe, ne, in mogoče, da so tudi zdaj, da so premalo energični, da so premalo agresivni, ker ta Evropa je nesramna do njih, do zla Boga, ne. In ne vem, kaj bi lahko naredili, najbrž nič, morajo ponižno prositi, ne. In na eni strani je tu vpliv še Srbije, ne, vse veste, Makedonija je bila pač del Srbije, ne, ja. Ampak o tem se bomo pogovarjali drugič, ja. Kaj bi še povedal? Te bo vprašal, kaj Marjan? Marjan, pa daj ti. Ja, preden začneva o doktorju Trstenjaku, vajnem tesnejšem sodelovanju, potem nastanku Trstenjakove fundacije in pa seveda, bi rekel, ustanovitvi prvih društev generala Majstra in potem Zveze društev general Majster, vseeno omenimo, ampak o tem boste več prebrali v knjigi gospoda Lovrenčiča. Torej, po vrnitvi iz vojske v tem preskoku v civilno sfero je začel pot, pravzaprav sami vidite, ta podjetnost obstaja že od malih nog, od tistih drv, o katerih je razlagal gospod Milan, vse do zapiskov in tako naprej. Skratka, ko je potem to osmislil, bi rekel tudi v smislu profesionalne
karijere, ne, se je začela, bi rekel, ta strma pot človeka poslovneža navzgor. In sicer gospodu Lovrenčiču so zaupali tudi sodelovanje, torej sodeloval je pri izgradnji ravenskega središča v Ravnah, potem ustanovil je biro za tržne raziskave ITO, uspešni projekti so bili v njegovi karieri prestrukturiranje tovarne Pil, Prevalje, tovarna Srpov in Kos, Slovenj Gradec, hidrotehnike Laško, poskrbel je za elaborate za turistični razvoj Cerkneškega jezera in pa investicijski program za središče Bovec Kanin. Seveda v času, bi rekel, burnih let jugoslovanskih hiperinflacije, bi rekel, na eni strani vseh teh ekonomskih težav, ki jih je imela Jugoslavija takrat na eni strani, ampak tudi burnega razvoja industrijskega, industrializacije in tako naprej. Vse to je prineslo neke težave, ki jih je potem Milan skozi to svoje znanje, ki ga je imel, skratka uspešno uporabljal. To znanje je uspešno uporabljal pri sanaciji mnogih tovarn oziroma industrijskih podjetij tudi širom Jugoslavije. Dobil je povabilo v Ljubljansko banko, takratno Ljubljansko banko, ne vem, kako se je sicer imenovala, Kreditna banka za vodenje devizne direkcije, potem delal je v elektrotehni, kot je omenil že kolega Marjan, spletel je izredno široko mrežo poznanstev, bi rekel profesionalnih, in pa tudi ker seveda takrat ni šlo in še danes ne gre, v političnih krogih. To so bili časi, kot veste, samoupravnega sporazumevanja. Njegova miselnost, Milanova miselnost je seveda nekoliko drugačna, bi rekel, bolj podjetno orientirana, to, kar pojmujemo v smislu moderne ekonomije danes. Seveda to ni bilo nekako kompatibilno z takratnim sistemom, ampak kot je gospod Lovrenčič osebnostno, bi rekel, naravnan, je tudi tu našel poti in obvode, kako je lahko uspešno vseeno določene stvari pripeljal k koncu. Torej, gre za nekako prehitevanje časa. In torej, tudi je bil prvi, ki je začel skozi status samostojnega obrtnika in samostojnega izumitelja prodajati intelektualno znanje. Intelektualno znanje o tem, se pravi, kako se, recimo, sanacija podjetij in tako naprej. Ker namreč obrtništvo se je takrat in še danes se smatra predvsem kot neko rokodelstvo, neka proizvodnja in tako naprej, in temu ni priličilo, da je tudi pravzaprav intelektualno znanje in izkušnje, da je to neko tržno blago, ki se ga da unovčiti, in to zelo dobro. Torej, gre za človeka, ki je izjemno finančno pismen, bi rekli, ki pozna gospodarske zakonitosti, ki je znal obiti vse te formalizme, tudi zakonske formalizme, čeprav je včasih pristal, bi rekel, na robu zakona, kar tudi preberete v knjigi. In bi rekel, to je lastnost pogumnih ljudi, ki si upajo stopiti tudi v neznano. In to je ena od karakteristik, osebnostnih karakteristik gospoda Lovrenčiča. Bili so spori, takšni in drugačni, z političnim, bi rekel, prostorom, ne z vsemi. En del je seveda, ki je bil pronicljiv, je Milana zelo podpiral, bi rekel, in mu ni stal v opreki. Vse do tega, dokler tudi ni naletel, bi rekel, na osebne težave, na zdravstvene težave in tako naprej. In tu, bi rekel, trčimo ob to,
uvod je bil malo daljši, bi rekel, pridemo do doktorja Trstenjaka. V trenutku, bi rekel, neke osebne prizadetosti zaradi tega spora, bi rekel, z političnim okoljem in tako naprej, tudi, kot smo rekli, hoja po robu zakona in tako naprej, pa tudi, bi rekel, odnosi v družini, zdravstvene težave so pripeljale do tega, do intenzivnejšega druženja gospoda Lovrenčiča z znamenitim rojakom, prleškim rojakom, doktorjem Trstenjakom. Prosim, gospod Lovrenčič, če nam poveste kaj več, kako sta spletla ta odnos in kakšen je bil vajin odnos z dr. Trstenjakom. Ja, najprej, da sem jaz zmenima, če už si meni rekel, še gospod, boš še kak liter plačal. Zdaj sva v javnem prostoru. Ja. In namreč zelo me moti tudi po televiziji, ko se kar konferencijeji in, bi rekel, ti moderatorji in ljudje kar tikajo, bi rekel, kot da so... Ne smeš se vedno. Ja, tudi zdaj, zato to je izraz prijateljstva. Vam govorim, gospod Lovrenčič in gospod Milan, liter. Pozneje bova pa vse te litre, pač, če bova zmogla, tudi potamanila. Okay. Hvala. Glejte, seveda življenje je šlo naprej in res sem v projekte delo za družinski razvoj, recimo. Ne? In ob tem sem se že spoznaval z pomembnimi finančniki, ki so bili ali direktorji ali pa referenti v bankah in to. Ne? In ta navezava se kar povečevala. Tako recimo sem imel problem, ta tovarna kondenzatorjev v Laškem, 260 zaposlenih, je bil predlog stečaj. Goslar me pokliče, ker smo pa že prej en drugi problem rešil. Jaz sem rešil problem rudnika Krmelj. In me je polomoga, ker mi je nagrado honorar poslal v vojsko. Sam sem imel potem ja. No, recimo Laško je bil primer. Jaz sem tamkrat, bil pa je direktor pivovarne, moj prijatelj, ki je bil potem direktor Gorenja, zdaj mi je pošlo. Stanič, ki je me še danes prijatelj, ampak slabo beležim. In sem šel k njemu. Ja, direktor Censke banke bil pa in Prekmurc, Vuk se je pisal, ki za Boga ni hotel dati kredita tej tovarni kondenzatorjev in delavci bi šli v stečaj. In sem mu rekel, Joža, a takrat še seveda tovariš, ne? Glejte, če ne bomo te tovarne rešili, jih imate vi 250, 260, imate na grbi, boste jih vi morali zaposliti. On je pa izjemno inteligenten dečko, kot je bil in je že danes, in je mi on dal garancijo, da sem dobil kredit in sem to firmo rešil. In taki rešitev je bilo še in še. Zdaj pa, bilo je seveda več poslov, ker niso bili po godu. Recimo, jaz sem zakon o obrti tudi s pomočjo Janše, moram povedati, da mi Janša pomagal. Takrat je bila mladinska organizacija, ki je hotela nekaj naprednega in to so smatrali, da je to nekaj dobrega in smo potem uspeli spremeniti 4.a člen zakona o obrtništvu, da si poleg tega, da si kovač in mizar, da si smel upravljati tudi intelektualno delo. Uspelo. Ampak to je bilo prej, pa sem jaz delal dobro kot izumitelj, to je bilo tudi tak. In potem pa se je zgodilo, da so želeli me malo bolj presvetliti in ne vem na inicijativo koga,
so me zaprli. Leta 85. Ja. Ja, točno na rojsten dan moj. Kot da so čakali. Ne. Torej, ta, ki me je zasliševal, to si ne morete predstavljati, kakva primitiva. In jaz sem bil ogorčen, ne, ampak vseeno so me poslali v zapor, noter sem bil 13 dni in sem razmišljal na samomor. Ker, mislim, za mene je bila to intelektualna kastracija. In nisem mogel prenesti, ker nisem nič naredil, kar bi bilo škodo. In v tej stiski sem se spomnil na Trstenjaka, ki sem ga sicer že poznal, ampak kaj sodelovala, pa glih nismo, ne. In pridem s tole moro, s tem težkim kamnom, to, da sem bil v zaporu. Imel sem takrat pa zaposlenih v moji obrtniški delavnici 54 sodelavcev. 54, ki so tak ali tak z mano sodelovali, ker namreč bilo je treba pisati elaborate. Jaz sem se specializiral na cash flow, evo tu imate prijatelje, ki vejo, kaj je cash flow, da je tekoča likvidnost, da je lahko firma poslovala. Ne? Ker gleda, da bi šel recimo direktor v banko pa rekel, rabim tok in tok denarja, ni šlo kar tako enostavno. Ti si moral biti tudi partijsko podoben, družbeno-politično, da so ti ali zaupali ali ne. Skratka, reševalo je vse bolj ideološko, kot pa bi rekel poslovno. Ampak mi smo vseeno uspevali in tudi imeli smo banke, ker so vedeli, aha, če bo prišel cash flow, to je ena študija na 15-20 straneh, in če je podpisal Lovrenčič, potem lahko gre skozi. In je šlo. Zdaj, da vam ne govorim, to sem imel sodelovanje, se je razširilo. Ampak jaz k Trstenjaku ves polomljen, degradiran, bi rekel, osramočen, prišel in začem razlagati, tudi v družini nisem imel vse urejeno, tako kot bilo treba, ker pač jaz sem bil preveč zavarovan v delu, v posle. In se veste, obstaja pregovor, ali živiš za to, da delaš, ali delaš za to, da živiš. Jaz sem predvsem bil tiste prvi in to se je potem maščevalo drugimi, na drugih področjih. In s Trstenjakom smo prišli kar hitro skupaj. On je začel, ko je videl, kaj jaz delam, začel, kaj bi pa mi lahko naredili za Prlekijo? Pravi, kaj bi lahko Prleki pomagali, ker živijo v mestih in tako naprej, kaj bi lahko naredili. In takrat se je priključil zraven še Ludvik Toplak in smo naredili, smo rekli, dobro, promocija recimo prleškega vina je že ena taka stvar. In smo naredili krst prleškega vina v hotelu Lev. In izjemno uspel, da vam povem, takrat smo Prleki imeli še 3 akademike, danes imamo nobenega. In to je tako navdušenje je bilo, tudi seveda predvsem po zaslugi Trstenjaka. In smo potem razmišljali naprej. On me je začel indoktrinirati in smo potem nove aktivnosti zmislili. Med drugim tudi je prišel na idejo o generalu Maistru. Je rekel, pa je sramota za Ljubljano kot glavno mesto Slovencev, da nismo postavili spomenika največjemu sinu slovenske matere, ki je s orožjem za sablo obranil del naše domovine. In to je on deloval tako, jaz sem pa poslovno bil dobro stoječ in me je prepričal še tudi zaradi tega, ker mi je ostalo en del tega od očeta, ki sem ga vozil na sestanke Maistrovega odbora, tu v Prlekiji so imeli v Ljutomeru, mislim, da so imeli enkrat na mesec. In to je bilo, sem videl tam noter, izjemna, bi rekel, pripadnost do generala Maistra. In tako sem tudi jaz potem vedno več dal na generala Maistra. No, in takrat je
vzniknila ideja Peterleta in njegovih argentinskih prijateljev, da bi v Ljubljani postavili spomenik argentinskemu generalu, ki je bil zaslužen za oblikovanje Argentine. Ne vem, kako se je pisal. In jaz to nekaj časa poslušam, potem sem pa šel, pa sem napisal pismo in članek ne argentinskemu. Slovenskemu generalnemu majstru bomo postavili spomenik. In Trstenjak me je pohvalil in s tem mi je dvignil moralo. Potem sem to poslal takratnemu županu Ruplu, on tako je bil za to, smo naredila odbor in potem par ljudi, ki bi odločili, razpis je bil in tako naprej, to Vika dobro ve. Ampak mesto se ni moglo odločiti, da bi dalo naročilo. Jaz sem najbolj strinjal z spomenikom od Putriha. In zdaj nisem imel drugače, kot da sem to sam osebno naročil. Potem Putrih en mesec je hotel 5.000, pa drugi mesec 5.000, pa 10.000, tako da smo prišli do zneska 80.000, ki sem jih čez par let potem odpisal. To je bil seveda moj denar. Potem pa je ta spomenik bil končan, narejen in Putrih si je zmislil, da bo spomenik postavil na svoje dvorišče. In potem so se razne akcije bile, med drugim je pa zmislil Janša, da bi bil to lahko en dober posel za njegovo stranko in je šel, mi smo še bili dolžni Putrihu 120.000, ker vse skupaj je stalo 200.000 mark. 80 sem jaz dal, 120 pa ne, zato ker sem bil zmenjen, da mi on prodaja multiple, jaz sem pa tiste multiple prodajal podjetjem, mojim prijateljem, ker sem jih imel, ali pa poslovne, tako da sem jaz do denarja prišel za, kar smo nakazali 80.000. Ni hotel več, nisem vedel zakaj, kasneje sem zvedel, da so se povezali z Janšovimi sodelavci, Janša mu je obljubil 400.000 mark in tako je KIP postal last ministrstva. Kar sem sicer zelo zadovoljen, da tam stoji, ampak jaz sem bil malo oškodovan. Kasneje se je potem ta denar razprškal tudi na druga mesta. Toliko o spomeniku, Vika bi znala naprej povedati, ona je igrala svojo igro in smo potem postavili drugi spomenik, ker tega ali ni smela ali ni mogla kupiti, ampak danes je pravzaprav, ja, prava sreča je to, da imamo dva spomenika. Je pa res, da osnovna misel, kako naj KIP zgleda, to je pa izključno moje. Po zaslugi Konjereje, bom rekel. Zdaj, kaj še nisem povedal. Ja, potem sodelovanje s Trstenjakom šlo naprej. Pa rekel, ja, pa dajmo nekaj narediti za Prlekijo. Potem smo začeli delati, kako bi rekel, druženja. Kako smo to imenovali? Krst. In vam moram povedati, te krsti, to jih je bilo in 7-8, so izredno uspevali. In ljudje so se družili. Vika je recimo organizirala prleški cuk iz Ljubljane v Ljutomer. Ali pa so iz Ljutomera prišli in iz Prlekije v Ljubljano. Bilo eno druženje na nivoju. Kasneje seveda je to zamrlo, pa še marsikaj drugega. In potem s Trstenjakom gledamo naprej, kako, mislim pa, da je Ludvik bil tak, da je rekel, pa dajmo ustanoviti eno fundacijo. Veste, pravi, leta 1932 je bila fundacija na Dunaju, in je bila v našem statutu tudi zakono odobrena, pravi, ta zakon je še vedno veljaven iz leta 1932. Dajmo po tem vzoru. Res, pa smo pa takrat 5 prleških županov, Radgona, Ljutomer, Ormož, Ptuj in Lenart. Naj vsaki župan nekaj da
In tudi mi z Ludvikom. Recimo, ja, vsak je dal po 100 evrov, jaz sem bil pa takrat bahal, pa sem dal 10 000. In tako je potem ta ustanova začela živeti in zbirati sredstva. Na en ali drugi način. Bi rekel, smoter delovanja je bil kar bogat. Tam imam Weberiča, ki tudi ve, in mnogo smo naredili recimo na tem, da smo obujali spomin na zaslužne prleške može, ki so bili pozabljeni. In smo 12 spominskih obeležij postavili po raznih krajih. Med drugim, recimo, vam bom povedal za Puha, ki takrat se nišče ni zmenil za njega. Šele ko sem jaz potem s pomočjo Ludvika tudi, smo se odločili, da mu postavimo spominsko tablo, je imel Trstenjak en znamenit govor. Je rekel, poglejte si Puha, 2 razreda osnovne šole, pa je imel na koncu tovarno s 1200 zaposlenimi, ko je umrl. Pravi, kaj nam pomaga, če imamo ljudi, ki imajo diplome, ki so inženirji, so magistri, so doktori znanosti, pa ne znajo tega znanja izkoristiti poslovno. Puh je bil recimo primer, ki ni imel šol, ampak ki si je znanja pridobil, diplom ni imel in vse, kar je si pridobil znanja, to je znal implementirati, naučiti. In tako smo potem rekli, dobro, zdaj pa dajmo mi začeti zbirati denar. Seveda, nikomor denar ne gre tako lahko od rok. In ker sem jaz zopet imel povezave s podjetji, en je dal 5 evrov, en 10 in tako naprej, pa še več, kar je firma moja zaslužila, sem jaz del tega sem dal, da je šlo v ustanovo. Tako da predvsej tega denarja, ki je v ustanovi, bi lahko bil tudi koga drugega. In smo potem se odločili, da bomo financirali, da bomo financirali intelektualce in intelektualno delo, raziskovalno, tisto, kar bo korist Prlekiji. V dobri veri, da bodo tisti ljudje, ki so se izšolali, da bodo pri tem tvoje znanje prinesli v svoj domači kraj. Samo veste, znanje in nosil znanja je kot tiček na veji, on je svoboden, on zleti kamor kot. In nam se je zgodilo, da razen par nišče ni ostalo. Tu imam en dober primer, ampak če ta je vaša, vi koristite to, Kapun, recimo, znan veterinar tu, je naš štipendist, pa zelo zvest. Tako je to potem raslo. Jaz sem 20 let vodil tu, ko je bila 20 let zaključenih, sem organiziral izdajo knjige kot zapisnik, kaj smo delali, potem smo to predali, smo imeli razne neprijetnosti, ampak zdaj se zadeva konsolidirala, tako da gre ustanova naprej, samo nimajo pa programa. To primerjavi s tabo, tako mi te sprejmemo takoj, če češ med Prleško ustanovo. Tu moramo delovati. Ja, tu moramo delovati, ker denarja je zdaj 500 000. 500 000 evrov ima ta ustanova denarja. In ne vejo, kje ga koristno porabiti, čeprav bi bilo dela ogromno. In to, kar ste zdaj Prekmurci daleko prekoračili Prleke, prej smo bili mi spredaj, ker smo imeli to, zdaj pa ste vi daleč naprej. Vi veste, kaj bi radi. In to je bistveno, ker če veš, kaj bi rad, potem najdeš tudi pot. Ja, zdaj, če bi jaz zaključil to, bi rekel, treba bom najti ljudi pri nas, ki bojo prijeli zavajati in denar in izzive, ki so, tako kot pri vas, jih realizirati in delovati skupno dobro za gospodarski razvoj, za kulturni razvoj in za utrjevanje, bi rekel, pripadnost domoljubja. No pa, verjetno smo bolj že proti koncu.
zaključiva z tem. Ravno o tem, kar je bilo omenjeno. Ljudje so tisti, ki so glavni faktor razvoja. Podjetni ljudje, potem ljudje z srcem, z osebnimi lastnostmi, z osebnostnimi karakteristikami, ki so v neki družbi tudi motor razvoja. Ampak ti ljudje, kakor se nam v slovenski zgodovini rado zgodi, so mnogokrat spregledani. Eden od teh je bil dolgo časa tudi generalmajster. Ali gre, bi rekel, za neko osebnostno ali bi rekel neko nacionalno celo karakteristiko, da sami na svoj način preziramo lastno zgodovino, lastne zgodovinske osebnosti, častimo bolj, bi rekel, dogodke kot ljudi, ki stojijo za temi dogodki. In to je izziv za to, da poveš, kako sta potem tudi v razgovorih z dr. Trstenjakom prišla do tega, da pravzaprav treba v slovenski zgodovini majstru dati pravo mesto, tisto, ki si ga zasluži. Ja, Trstenjak je majstra poznal, ne? Ker je bil dijak v Mariboru. Ne? On pravi, da so ga majstrovi, borci njegovi, da so ga oboževali kot Boga. In tam, ker je on šel, ne, to je bilo kot svetišče tam. Ne. In on je res bil, bi rekel, ikona. In istočasno pa majster se je oblikoval, on je tudi bil samorastnik. V skromni družini, ne, 3 otroci, oče je hitro umrl, je bil davčni uradnik, prej pa vojak. In mati je imela izjemno skromno penzijo. Ne. In majster se je moral v dobršni meri sam dokazovati. Srečo je imel, da je imel tistega strica, sebeničnika, ampak nekaj drugo je važno, ne materialna plat. Važno je to, kako so ga obravnavali, zato ker posod je rinil ven, da je Slovenec. To pa zato, ker je ta družina Tomšič, iz katere je izhajala njegova mama, ne, to so bile slovenske pesnice. Obe sta pisali pesmi, iz Trebnjega so bili doma, ne, in to se je indoktriniralo, že iz otroštva ven, ne, ves čas se je zbujala, bi rekel, samozavest, da je nekaj več, če je Slovenc. Pa še nekaj hujšega je bilo. Potem, ko je prišel v šole, so ga zanačevali kot Slovenca, zato ker je bil Slovenc. Ne? In to ga je zopet spodbudilo in zopet mu je utrjevalo, da je pokazal samozavest, jaz sem Slovenc. Ne? In to je drago plačeval, tudi ni mogel napredovati zaradi tega. Kaj, ne? In mislim, ta gnev, to strast, da bi se pokazal, da je Slovenec, ne? Je prišel do tega, da je potem leta 18 tam povedal, pojdite domov, če ne vas bom nagnali. In to v nemogočih razmerah. Ker takrat je bila dlaka, evo to bi nam lahko bramboslovec gospod Lipič povedal. Ta bi samo stvar trenutnega odločitva, ali ga bojo zaprli in likvidirali, ali pa oni klecnejo in so moralno klecnili in so nasedli generalu, majstru, takrat še ni bil general, ne, potem so rekli, in zadevo je pelil naprej. Imel pa tudi težave, mnoge, o tem vam ne bom govoril, ni bilo vse enostavno. Ni. Ampak vendarle. In še to bi rekel, potem, da so ga šli leta 24 upokojiti, so bile težke, res pa je to, da on bil bolan, on je imel oficirsko bolezen in tako da je v težkih razmerah, mislim moralno, živo. Mogoče ga je reševalo to, da je imel, da so ga njegovi vojaki pripadni, da so ga oboževali.
Kam je prišel, tam je. Srbi ga pa niso marali. Ne? Zakaj ne? Zato, ker srbski generali so v glavnem imeli Sorbono. Ne? Ta je pa imel, bi rekel, šolo v naravi ali kaj. Ne? Ja. Ampak je bil toliko samozavesten in vidite, samozavest je potrebna, včasih nemogoče stvari, pa jo spelješ. In to je bil generalmajster. Za mene tudi idealen. Ne bom več govoril za Boštičela, kaj je povedal. Verjetno je vam vsem znano ali pa mogoče tudi ne. Milan Lovrenčič je za svoje delo, za svoj prispevek k ohranjanju spomina in njegovo umestitev v našo zgodovino na pravi celoviti način dobil tudi visoko državno priznanje oziroma z odlikovanjem, ki ga je odlikovala slovenska država, je potrdila njegovo nesporno veliko zaslugo, da je ta spomin ohranjen, da živi izjemno aktivno Zveza društev generala Maistra v Sloveniji, za kar je tudi častni predsednik zveze, če to dodamo. In da seveda bo ta zveza živela še naprej. Ampak če že imam, prosti besedo, pa čas teče, še mnogo tega bi lahko sedaj načeli. Naprimer, ker smo govorili zelo fragmentarno o Milanovem poslovnem življenju. Ne boste mogoče verjeli, sodeloval je ali pa če hočete poslovno ali pa delovno je sodeloval tudi z škofom Uranom oziroma z župnikom Uranom, ko je bil Milan predsednik krajevne organizacije SZDL pod Šentvidom, pa še mnogimi drugimi. To je zelo zanimiva epizoda. Da seveda ne govorimo o njegovi poslovni veliki z ali brez narekovajev ljubezni do vrednostnih papirjev, kar ne nazadnje potrjuje njegova, mislim, da največja zbirka vrednostnih papirjev v Sloveniji. Več kot 700 primerkov vrednostnih papirjev je v tej stalno odprti zbirki. In še bi lahko marsikaj dodajali, ampak ne nazadnje leta 2021 je na ekonomski fakulteti organiziral v sodelovanju s fakulteto posvet o izjemno aktualni temi, pred 2 letoma, prej in tudi danes. Kako produktivno izkoristiti relativno zelo visoke, velike prihranke posameznikov in naših gospodinjstev na svojih računih. To so milijarde, ki so pač na naših računih in ki bi jih lahko za zelo produktivne namene z ustreznim stimuliranjem izkoristili mnogo bolj, kot so koriščeni doslej. Izjemno aktualna tema, ampak če dovolite, ker čas pač teče, si bom jaz dovolil zaključiti z enim vprašanjem ali zaključevati ta del z enim vprašanjem. Na enem mestu v svoji autobiografiji primerja Slovenijo in svojo Prlekijo. Svojo Prlekijo in Slovenijo označuje kot 2 bisera, ki bi lahko bila drugačna, boljša kot sta. In dodaja, da ena in druga nimata prave tudi vizije. In v svoji autobiografiji zelo na kratko, ampak zelo poučno komentira našo tudi sedanjo situacijo. Tako da, če te v skupnem imenu zaprosiva tvoj pogled na sedanjo slovensko, politično in predvsem gospodarsko situacijo. In kaj nam je ali kaj je za storiti, da bomo boljši, da bomo tiste velike cilje, ki smo jih imeli pred 30 in še kakšnim letom dodatnim, začeli lepše, boljše v skupno dobro tudi uresničevati. Ja, hvala. Glejte, nas tepe zgodovina. Toliko stoletij smo bili pod tujim čevljem in nam manjka samozavest. Nam manjka to, da bi mi znali ceniti, kako lepi deželi živimo. Kako so nam te naši rodovi, kljub temu, da so bili na pol hlapci, da so nam pustili bogato zgodovino, recimo že v kulturi. Tu smo preveč ponižni. Treba biti drzen. Glejte, jaz sem leta 85
potem šel, sem razmišljal, kako naprej, v izdajo vrednostnih papirjev. In povabil par sošolcev, mi se seveda v šoli o vrednostnih papirjih nismo nič učili. Ne? In hotel narediti projekt, ampak ga nisi mogel narediti, ker je bilo poslovanje z vrednostnimi papirji zakonsko prepovedano. 3 leta sem hodil v Beograd prositi zvezdnega ministra za finance, da me sprejme. Ma ni govora, referenci so me sprejemali in tako naprej. Ne. Končno pa je enkrat videl, ja pa taj ne mogoče stajati. Ne. In smo razložili, da najprej on meni je rekel, slušajte, pa vi znate, da je poslovanje z vrednostnimi papirji škodljivo za samopravno gospodarstvo. Sem rekel, jaz sem se pospomnil, veš kaj, sem rekel, pa tovariš minister, dovoljte mi, da izdam jaz 5 emisij vrednostnih papirjev, da mi ugotovimo, koliko je škodljivo poslovanje z vrednostnimi papirji. Tu sem ga najdel. On je mislil, da bo imel dokaze, da je poslovanje z vrednostnimi papirji škodljivo. In mi res 5 izdaj naredimo, če se spomnite Rogaško in to, ne bom vam razgovoril, kako je bilo težko prodati. In potem sem pa dobil ekipo 1A, da smo napisali, a še to bomo naprej. Ko sem ga prepričal in je on potem bil to, pa rekel, mamo te je, Lovrenčič, ti me trpaš v zatvor. In ni hotel podpisati to, ampak je podpisal pomočnik, Črnogorc, njega je pritisnil noter. In potem tisti 5 izdaj uspelo, euforije je tudi bilo, ljudje so se začeli hvaliti in tudi posnemati. Apropo, 3 moji učenci so postali ministri za finance, potem kasneje, ko se ta znanja razširila. In poslovanje z vrednostnimi papirji se je nadaljevalo, dokler mi nismo zavozili zadeve. In sicer pri vrednostnih papirjih je najpomembnejše, bolj kot to, koliko boš imel obresti, ali zaupaš ti njim. Zaupanje smo zapravili. In še danes ga nimamo. Danes 26 milijard imamo denarja v bankah, ampak mi si pa denar posojamo zunaj. Zato, ker ne uspemo, ali pa premalo smo aktivni, da bi zopet začeli utrjevati zaupanje. Moram vam povedati, da sodelujem z to vlado, ampak malo vejo o vrednostnih papirjih. In moram pa biti zelo, zelo skromen, ne smem se s tem hvaliti, ali pa je to povedati glasno preveč. Delam pa vse pro bono. Ni govora, da bi kaj zaračunal, ker če bi kaj zaračunal, bi me takoj odstavil. Tako, ko smo imeli zadnjič posvet o stanovanjski zgradnji, jaz jim ponujam sistemsko financiranje stanovanjske zgradnje preko vrednostnih papirjev. Zdaj so začeli poslušati, imam srečo, da je ta direktor stanovanjskega sklada izredno inteligenten človek in on, koliko more, upamo, da bomo uspeli in uspeli pa tudi na drugih področjih. Ta minister za finance je dober, ta tim, ki je zdaj, je dober, ampak pogledajte, naš problem je to prokleto strankarstvo. Preveč smo, koliko eden naredi, toliko bi drugi počistil. In to je zgodovina nas tepe zdaj nazaj in zdaj se hoče obračunavati kolaboranti in kolaboranti se hočejo kar naprej spremeniti v žrtve. In to je nezaslišano. In tu se moramo biti tisti, ki mislimo, bi rekel, bolj pošteno. Ne da bi glorificirali eno ali drugo stranko. Jaz bi bil najbolj srečen, da strank sploh ne bi bilo. Ampak potem verjetno ne bi bilo demokracije, kot pravijo. Zmanjšati vpliv posameznih strank in truditi se za spoštovanje, medsebojno spoštovanje in za medsebojno sodelovanje. In potem nam bo še boljše, kot nam je. Pa moram vam povedati,
da kar dobro živimo. Ampak mnogi se radi hvalijo, zato ker potem iz tega pridejo druge dobro, kako bi rekel, prioritete. Hvala vam. Mislim, da je lahko koristna ena misel in da zaključimo z stavkom, ki sicer je zadnji stavek v Milanovi avtobiografiji. Bom pa seveda zdaj tudi bolj uraden. Magister Milan Lovrenčič je v svojem življenju srečeval in sodeloval z mnogimi ljudmi, prijateljeval in prijateljuje z mnogimi, kot pogosto pravimo, navadnimi ljudmi, poslovneži, intelektualci, kulturniki, do vrhunskih državnih funkcionarjev v Sloveniji in širše. Prepotoval je cel svet, vendar se že dolgo vrača najrajše v svoj Polenšak. O tem, o njegovem posestvu, o njegovi veliki ljubezni in njegove družine nismo danes govorili. In svojemu Polenšaku ostaja zvest svojim vrednotam, načelom in svoji kulturi. In vsi vemo, ne dvomim, da je letošnje leto tudi uradno leto Kajuhovo leto. Spomin Kajuha ob njegovi 100. obletnici rojstva, ki sicer smo se spomnili decembra. In spoštovani naš gost Milan je ne zaradi tega, ampak zaradi svojega prepričanja zaključuje svoje potovanje skozi svoje dosedanje dinamično življenje v tej knjigi s to avtobiografijo s Kajuhom in pravi: naj na koncu zapišem sporočilo, ki ga je zapisal Karel Destovnik Kajuh: za kar sem umrl, bi hotel še enkrat živeti. In dodaja: jaz pa bi dodal, za to, kar sem naredil, bi hotel še enkrat živeti. Je zaključil Milan Lovrenčič v svoji knjigi. Hvala vam za vašo potrpežljivost. Današnji večer se počasi preveša v svoj zaključni del. Pred zaključnimi besedami vabim na prizorišče Roka Kolmaniča, gojenca glasbene šole Murska Sobota, ki pod mentorstvom gospe Gabriele Bratina obiskuje pouk solopetja. Roko Kolmanič je dijak 3. letnika splošne gimnazije v Murski Soboti. V glasbeno šolo Murska Sobota se je vpisal leta 2011, kjer je sprva obiskoval ure klavirja in glasbeno pripravnico, kasneje nauk o glasbi. Pozneje je sodeloval v mladinskem pevskem zboru pod vodstvom Gabriele Bratina. Leta 2020 je uspešno zaključil višjo stopnjo klavirja in nato se resneje posvetil tudi petju. Leta 2022 se je udeležil drugega soboškega festivala, na katerem je prejel prvo nagrado in posebno nagrado za najboljšo izvedbo skladbe iz obdobja baroka ter si na finalnem nastopu prislužil naziv absolutni zmagovalec. Novembra minulega leta je na mednarodnem tekmovanju Klara Schumann v Bruslju prejel 3. nagrado. V tem letu se namerava udeležiti 2 mednarodnih tekmovanj, in sicer pevskega tekmovanja Laumirski v Osijeku in mednarodnega tekmovanja Primavera v Bjeljini. Ob klavirski spremljavi gospoda Predraga Šantka se bo Roko Kolmanič predstavil s samospevom avstrijskega skladatelja Franza Schuberta Die Forelle oziroma po slovensko Postaru. Zaradi velikega uspeha in zanimanja je skladatelj kasneje samospev priredil za godalni kvartet, ki je znan vsakemu ljubitelju klasične glasbe. Einem Bächlein hell, da schoss in froher Eil die launische Forelle vorüber wie ein Pfeil. Ich
Ich stand an dem Gestade und sah in süßer Ruh des muntern Fischleins Bad im klaren Bächlein zu. Des muntern Fischleins Bad im klaren Bächlein zu. Ein Fischer mit der Rute wohl an dem Ufer stand und saß mit kaltem Blut, wie sich das Fischlein wand. Solang dem Wasser hell, so dacht ich nicht gebricht, so fängt die Forell mit seiner Angel nicht, so fängt die Forell mit seiner Angel nicht. Doch endlich war dem Diebe die Zeit zu lang. Macht das Bächlein tückisch trübe, und ehe ich es gedacht, so zuckte seine Rute, das Fischlein zappelt dran, und ich mit regem Blut sah die Betrogne an, und ich mit regem Blut sah die Betrogne an. Zdaj pa še ti. Ja, malo si čakal, odlični, hudega, to bo odtehtalo. Hvala lepa. V imenu organizatorjev ustanove Šiftarjeve fundacije in Prekmurskega društva Generalmajster Murska Sobota se za sodelovanje najlepše zahvaljujemo Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota in vsem nastopajočim glasbenicam in glasbenikom. Posebna zahvala gre ravnateljici Glasbene šole Murska Sobota, gospe Erni Lukač. Prepričani smo, da bo sodelovanje z Glasbeno šolo Murska Sobota v prihodnosti še tesnejše, saj prav javni nastopi njenih gojenk in gojencev prispevajo k umetniški rasti izvajalk in izvajalcev in s tem tudi izjemno obogatijo prekmurski kulturni prostor. Zaključno besedo predajam današnjima voditeljema razgovora, gospodu Šiftarju in gospodu Fariču. Mislim, da je bil današnji večer zanimiv, spominsko-zgodovinski, tudi aktualen in ves čas je kot rdeča nit kot skupni imenovalec bila tako in drugače prisotna kultura in umetnost. In zato sva z soimenjakom Marjanom sklenila, se odločila, da zaključimo to v zahvalo spoštovanemu našemu gostu, dragemu Milanu, spoštovanemu magistru Lovrenčiču, prav tako v tem duhu. In zato mu predajava, če sem jaz po dogovoru recimo prvi, našo najnovejšo knjigo, ki smo jo izdali, oziroma ki bo svečano, uradno, javno predstavljena čez nekaj časa, oziroma v februarju, našega sodelavca Branka Žunca, Čudež stoletja, razodetje tisočletja. Že sedaj pa naj ne izveneva kot seneni EPP, vas vabim, da se vidimo ponovno tukaj v soboški študijski knjižnici v mesecu februarju. Hvala v imenu ustanove, hvala spoštovani Milan, torej predajam ti to našo. Ker je gospod Milan našo knjigo, kot veste, smo pred kratkim izdali prekmursko zvočno čitanko Prekmurščina Kinč predragi, ki smo jo poslali na 700 naslovov širom Slovenije, vse osnovne šole, vse srednje šole in vse splošne knjižnice. To je izjemna, bi rekel, promocija Prekmurja v širšem slovenskem prostoru. Gre seveda za integracijo Slovencev in, bi rekel, integracijo ostalega dela Slovenije z Prekmurjem in za, bi rekel, medsebojno razumevanje, tudi jezikovno. Kot veste, na tistem
Torej, knjiga ima tudi svoj zvočni del. Tam je 55 posnetkov različnih prekmurskih besedil, poleg pisnih torej dokumentov, faksimilov in tako naprej, so tudi zvočne podobe prekmurskega jezika. In lepo je, da nekdo v Piranu, v Bovcu, v Ilirski Bistrici, širom Slovenije sliši prekmursko besedo in jo tudi, bi rekel, razume. Ker pa je gospod Milan to knjigo že prejel, smo se odločili, da mu danes damo pregled zgodovine Prekmurja. To, kar je izdal PAZU, Pomurska akademija znanosti in umetnosti, to je nova knjiga in te zagotovo, gospod Milan, še nimate in zato vam v zahvalo za današnji večer izročam to knjigo. Hvala lepa.